Člani najuspešnejše folklorne skupine Dragatuš v decembru tradicionalno povabijo na poseben folklorni večer. No, v nedeljo so že 34. izvedbo ponovili v nedavno odprtem Črnomaljskem kulturnem domu. Osrednji lik tokratnega večera s folklorno skupino Dragatuš je vodni velikan. Pred leti smo našli v Krajinskem parku Kolpa v okoliških vaseh to zgodbico o velikanu, ki je ustvarjal belokranjske vodne vire in imel rad ljudi, predvsem otroke. Nosi sporočila tudi za današnji svet, da moramo ljudje sodelovati med seboj pri koriščenju ne samo vodnih virov, ampak če si karkoli pomagamo, da si moramo med seboj zaupati in tisto, kar imamo, deliti. Na prenovljenem odru Črnomaljskega kulturnega doma so nastopili vsi člani folklorne skupine, skupaj jih je okrog 80. Od otroške na novo ustanovljene otroške folklorne skupine, naša mladinska folklorna skupina in odrasla, poleg seveda z glasbeno spremljavo tamburašev, naših godcev, mladih godcev. Za vsako folklorno skupino pa je težko vsako leto pripraviti kaj novega za gledalce. Lani jeseni so člani iz Dragatuša odpotovali v Južno Korejo, kjer so Slovenijo predstavljali na svetovnem festivalu tradicijske glasbe. Delček Koreje so prinesli domov. Ta ljudska pesem Ari Rank nam je bila neka stvar, ko smo rekli, to moramo narediti našo priredbo, ampak zanimivo, zelo južnokorejsko zveni. To so nam priznali tudi v Južni Koreji, ampak bili so navdušeni nad tem. In smo rekli, gledajte, ko velikan zaspi, verjetno tudi velikan sanja, ker da bi šel pomagati in ustvarjati vodne vire tudi kam drugam po svetu. So se pa vsi nastopajoči razveselili prenovljenega kulturnega doma. Fajn dobro se je bilo vrniti po teh letih, kaj smo čakali to prenovo, našo domačo dvorano, v našo občino. Tako da že pri sami generalki, ko smo jo dali čez, je bilo pri vseh članih res videti eno veliko navdušenje nastopati v taki lepi, zdaj prenovljeni dvorani. Vsi skupaj pa že snujejo ideje za naslednji 35. večer s folklorno skupino Dragatuš.